Zasvinjano mesto ob zasvinjani reki, o, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si. To je zgodba o komadu z naslovom Maribor, ki ga je pred skoraj 50 leti izvajala skupina Preporod. Ta komad ni nastal iz nobenih, tako sem rekel, nobenih vzgibov, nobenih pametnih. Na komad so me upozorili štajerski viri, tudi zato, ker je Preporodov Maribor ena izmed neuradnih himen navijaške skupine Viole. Povezal sem se s sinom pokojnega pevca Smiljana Križeta, Luko, ki je poklical nekdanje člane očetove skupine in dobili smo se v studiu mlajše generacije mariborskih glasbenikov na Pobrežju. Saša Stojanovič, basist. Boris Bobek, Boco me sicer kličajo. Darko Čerič, basist. Luka Križe, sem sin pokojnega Smiljana Križeta, priložnostni pevec v skupini Preporod in sem tu bolj zaradi nepotizma. Srednješolski znanci in prijatelji so bend ustanovili ob menjavi obdravske glasbene generacije. Beatles generaciji je potekel rok uporabnosti, ob reki se je moralo roditi nekaj novega. Dejansko smo to napolnili pač v upanju, da bomo rockerji, ne? Bend je nastal v začetku leta 1976 v Mariboru. Za prvotno ime so našli inspiracijo v stripu. S čem je bil što Salon Forte takrat razsajal in so bili vsi TNT, grupe, ne? Zdaj smo se mogli preimenovati, pa nismo vedeli kako in kaj, ne? Na koncu izbrano ime skupine zveni pomladno in poetično, a je šlo pri preimenovanju v resnici za situacijski pragmatizem. Ko smo dobili 77. leta sobico, novo, v kateri smo vadili, je tam bila ena peč, Preporod, je pisalo Zaječar, to so delali eni zaporniki, zaporniška industrija nam je omogočila to ime, ne? In s tisto oljno pečjo smo se greli, takrat, ko je bilo potrebno, ne? Preporodovci so šibali v svojem ritmu, predvsem na Štajerskem. Leta 1979 pa so bili povabljeni na festival v Mostah pri Komendi, kjer so prvič igrali skupaj s Pankrti. Ja, zunaj je bilo, mi smo igrali te naše klasične zadeve, Pankrti pa so vžgali tako je treba, ne. So že bili Sex Pistols in to zunaj, ne, in potem smo mi počasi ugotovili, da pa bi bilo fajn, pa tudi ni nam bilo za preigravati tistega, da bi bilo fajn malo posodobiti vse skupaj, no. In ko smo prišli nazaj v Maribor, dejansko je ta komad Maribor, ne, reka puna klora, jaz rekel neka napoved novega vala, ne. Za svinjano mesto ob za svinjani reki, oj, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si, oj, življenje čisto, kam si šlo, oj, kje si. Ja, dejansko je to prvi komad v tem smislu. Sicer je priredba narodne, ne, za Bučale gore. Glasba je priredba narodne pesmi, tekst je Smiljan Križe napisal, takrat to, kar smo pač čutili, malo smo hoteli revolucijo delati in malo se razburjati nad okoljem. Reka puna klora, simbol je Maribora in luft je puni smoga, med folkom razsaja droga. Oj, Maribor veseli, o tebi bomo peli, ker ti imaš fontano, vsem šminkerjem po svetu znano. No, takrat sta bile dve sceni, predvsem ena je bila rockerska, druga pa je bila ta disko šminkerska, ne, bolj, in to je tudi v besedilu komada, ne, vsi v Kamnico hitijo, ne, friki vsi blaznijo, no, Kamnica je bila za rock. Friki
vsi blaznijo, v kamnico hitijo, tam tik je z valom. Začenjamo z novim valom. Drugi center pa je bila Fontana, ne. Tam pa disko, ja, tam pa kaj Fontana vsem šminkarjem v svetu znana, ne. No. Tisti, ko so denar imeli, ja. S tem smo mi dejansko nekako napovedali ono tretjo pot, ne. Zdaj Fertik je z balom, začenjamo z novim valom. Ojma, Maribor veseli, o tebi bomo peli, ker ti imaš Fontano, vsem šminkerjem po svetu znano. Besedilo komada Maribor je napisal Smiljan Kreže, ki se je bendu pridružil nekoliko kasneje. Vse do smrti leta 2013 pa je bil na Štajerskem zelo uspešen organizator dogodkov. Pri 16 letih bil narejen menedžer. Da ni bilo, mi smo špile, smo si lahko zbirali skoraj dan. No pa tudi, ko so normalno kot vokalist je zapolnil vse, kar smo rabili. Fejst je treniral doma. On je imel to navado, da je pač vadil, koliko se jaz spomnim, da je v polšter kričal, ne. Mogoče pa lahko Luka, kaj pove iz tistih časov, kako se on spomni našega ustvarjanja. Iz katerih časov? Ja, ko smo mi ustvarjali. Ja, pa ko ste vi ustvarjali, še mene ni bilo. Po Smiljanovi smrti se preporodu ob posebnih priložnostih kot občasni pevec pridruži njegov sin Luka, ki ima na komad Maribor zelo zanimiv otroški spomin. Reka Puna Klora je bila nekako ves čas v ozadju, ne? Pač ves čas sem nekako jo imel, zadaj v možganih, ne? Ampak tako, ko sem bil še otrok, v bistvu bolj nekako se spomnim tega komada, bom rekel, ko sem bil enkrat z babico v hotelu Delfin v Izoli, ne? To je ta penzionistični hotel, ne? Pa sem, bil star, mogoče 6 let, ne? In tam so ene ome so tam v bazenu delale, so kolo vozile v vodi, ne, z tistimi kapicami plastičnimi, ne. In so si pele, oj mladosti moja, kam si šla, oj kje si, ne, zabočale gore, ne. In meni je to bilo super, takrat, ne, jaz sem si zelo zapomnil to pesem, ne. In potem mi je vedno bilo tako hecno, zakaj, nisem pa nikoli povezal, ne, da je to v bistvu, da čakaj malo, to ni bil nikoli originalni komad, ne. Mislim, je bil, no, ampak je bila priredba, ne. Še puno klora je bilo. Ja, pa še puno klora je bilo v tistem bazenu, je bilo res dosti klora, ne. Reka puna klora, simbol je Maribora. Ampak saj pravim, vedno je bila to vaša glavna pesem, ne. S tem smo vedno zaključevali koncerte, ne. To je bil vedno ta zadnjo, tako imajo Stonesi Satisfaction na koncu, tako smo pač mi to igrali. Ojma, Maribor veseli, wapa, wapa, o tebi bomo peli, wapa. Preporod so komad Maribor spominsko posneli tudi z Zoranom Predinom. Vsi glasbeni prijatelji pa so se pokojnemu Smiljanu poklonili z velikim koncertom leta 2013. To je bilo malo manj kot pol leta po njegovi smrti. Smo takrat, v bistvu, tisto je bilo njemu v spomin, v bistvu cela prireditev posvečena. Tudi v bistvu vsi prijatelji okrog preporodov, v bistvu se je vse zgradilo, potem so pa v bistvu prišli tudi Magnifico, Vlado, Zoran, Pero. Ja, ampak tako govorim kot gostje, ne, in so potem v bistvu oni odigrali, so tudi oni v bistvu odpeli, jaz sem enih par komadov, mislim, da tudi tega smo pol vsi skupaj, mislim, da kot zadnjega, ne. Tiste je bilo res, ja, taka, bom rekel, zelo čustvena izkušnja. Ojma, Maribor veseli, wapa, wapa, o tebi bomo peli, wapa, wapa. Smiljan Kreže je bil dolga leta tudi uradni napovedovalec na tekmah nogometnega kluba Maribor. Zato ni presenetljivo, da je ta komad tudi ena izmed neuradnih himen navijaške skupine Viole. Znane so anekdote, da je preporodov Maribor odmeval tudi na številnih gostovanjih nogometnih Violic po Evropi. No, kaj se je zgodilo? Seveda, mi prvo, kaj smo navalili tam, ne. Kaj je že bil?
pa na prvo čevapdžinica njihova tam grško, ne, pa na giras, ne. Seveda jemo mi normalno meso, ne, naenkrat čujem jaz daljavi, ne. Reka puna klora, ne. In gledam zadevo in so se na kočiji Viole pripeljale z belimi konji. Te sem mislil, ne vem, da sem mogoče že tudi spil malo preveč, ne veš, vseeno, to je sred Cipre, to ne pričakuješ, ne. Tako da je daleč segla ta zadeva. Poslušali ste podcast Zgodbe, 5. del 2. sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Maribor skupine Preporod. Kdo ni takoj dojel, ne? Daniela. Ja. Iz štajerske prestolnice pa grem naslednjič v Zagreb, kjer sem se srečal z avtorjem praktično edinega komada legendarne skupine Azra, ki ga ni napisal Johnny Štulić. Od Aljaske do Meksika to je ona druga slika, ali Pete i to je Amerika.